No, ključno je ta zamenjava vremena in podnebja. Ne. Torej, vreme je neka trenutna značilnost ozračja na nekem določenem področju, podnebje je statistika tega vremena prek daljšega obdobja, ki ima seveda vključuje vse od povprečja do odklonov in ekstremov. Ne. In ljudje pogosto nek sporadičen, dokaj naključen dogodek, ne, potem hitro zamenjujejo kar s podnebnimi spremembami. Pa bom rekel celo tako v oba ekstrema. Ne, v teh javnih diskurzih na socialnih omrežjih vidim tudi, da ljudje nek, bom rekel, zelo vroč dan takoj pripišejo podnebnim spremembam. Ampak podnebne spremembe niso nujno krive za ta dejansko vroč dan. Moramo se naučiti komunicirati v tem stilu. Podnebne spremembe so ta dogodek ali okrepile ali oslabile. Torej so vplivale nanj in danes tudi lahko, bom rekel, z nekimi simulacijskimi študijami tudi rečemo, kolikšen delež k temu pojavu oziroma k intenziteti tega pojava so prispevale podnebne spremembe. In tako je potrebno objektivno komunicirati.